Lep pozdrav vsem skupaj. Danes vam v okviru projekta Expedire predstavljamo tematiko internacionalizacija poslovanja podjetij. Uvodno treba podati, da je svetovna gospodarska in pa socialna kriza, ki jo je ustvarila pandemija 2020, torej COVID-19, vplivala na vse mednarodne odnose in pa globalizacijo. Ta simbolična slika pokaže, da se je svet do neke mere popolnoma zaprl za določene nadaljne aktivnosti in stvari so popolnoma spremenjene. Kaj se dogaja v svetu, bi morda na kratko pogledali, prišli skozi nekaj študij, ki so bile izdane v zadnjih 2 mesecih. Kot primer, kakšne so posledice same COVID situacije v svetu. Torej, če začnemo z UNCTAD-om, je bila na primer že Kitajska kot prvi nosilec pandemije, tisti povzročitelj, ki je v okviru svetovne vrednostne verige povzročil cirka 50 milijard ameriških dolarjev škode pri zmanjšanju izvoza. Tudi pričakovanja, ki so bila nekje v začetku meseca marca podana, za tuje naložbe so se gibale nekje od 5 do 15% v svetovnem merilu. Glede na hitro širitev same Kitajske na celotni globalni nivo, pa je UNCTAD že 26. marca objavil spremembe, in sicer, da bi te posledice, torej tujih naložb, naj znašale zmanjšanje za 30 do 40% v letošnjem in pa naslednjem letu. Zdaj, številke sigurno niso dokončne, lahko rečemo, da se kvečjemu bodo še v določeni meri poslabšale. Potem pa ocene ILO, če jih jemljemo kot takšne, in pa vprašanje brezposelnosti, nekje pričakujemo, da bo svetovna brezposelnost narasla za približno od 5,3 milijona na 24,7 milijona brezposelnih. Zanimiva je tudi primerjava Mednarodnega denarnega sklada, ki je pripravil več različnih ocen o svetovnih gibanjih in pa tudi primerjave z samo finančno krizo leta 2008, pri čemer poudarjajo, da se tokratne razmere ozirajo dokaj bolj kritične, torej večje posledice, slednje pa pripisujejo predvsem temu, da ne gre za neki borzni zlom, ki ne vpliva na ljudi tako strašno v smislu gibanja, ampak gre za kompletne omejitve gibanja v mestnih okoljih, kar pomeni, da se je svet, kot smo videli na prejšnjem slajdu, res nekoliko ustavil. Tudi svetovni gospodarski obeti Mednarodnega denarnega sklada, ki so bili objavljeni 14. aprila, nam kažejo, da se pričakuje nekje vsaj 3% znižanja svetovnega bruto družbenega proizvoda. Seveda so pa številke odvisne od države do države zelo različne oziroma se tudi precej dvigujejo, vsaj v evropskih državah. Temu primerno, če še ostanemo samo pri različnih študijah, je treba povedati, da so tudi bančne inštitucije različno prilagodile ocene rasti bruto družbenega proizvoda v letu 2020. Drugače pa je ključno vprašanje, kaj se bo dogajalo z pandemijo na globalnem nivoju, in če jemljemo kot vzorec morda si eno izmed študij španskega Elkan inštituta, so nekako naredili 3 različne scenarije, kaj se bo na globalnem nivoju dogajalo. Torej, prvi scenarij pomeni, da bi naj bili učinki te strukturne krize podobni, kot so bili po krizi konec leta 2000, kar pomeni, da se bo globalizacija vseeno v določenih oblikah nadaljevala. Ni pričakovati nekih bistvenih razlik, kot pa je bilo v takratnem obdobju. Drugi scenarij je nekako bolj upošteva globlji vpliv. Po tem scenariju bo prišlo do neke vrste deglobalizacije ali pa zmanjšanja globalizacije v poslovanju, s čimer to ocenjujejo nekje na 9% zmanjšanje ekonomske razsežnosti same globalizacije. Je pa potem še tudi tretja varianta, ki pač upošteva določene posebnosti, kajti nobena kriza ni podobna prejšnji, vsaka ima svoje neke nove značilnosti. Po tej logiki bi globalizacija ostala sama nedotaknjena, tukaj se pa upošteva, da se bojo
pojavili določene spremenljivke, torej nove tehnologije, nova uporaba informacij, nove znanosti, kar pomeni, da bodo novosti vseeno tisto gonilo v nadaljnjem razvoju svetovne globalizacije. Torej, stvari se bodo odvijale drugače, če povem moče za svojimi besedami.